Litija je eno najstarejših rudarskih mest pri nas, saj vedenje o izkoriščanju rude na tem prostoru sega celo 4000 let nazaj. Tu so rudarili Kelti in Rimljani, pisni viri pa rudnik Siterjevec omenjajo že v 16. stoletju. Rudnik Siterjevec sodi med večja in zelo bogata rudna nahajališča v Sloveniji. V njem so kopali svinčevo in živo srebrno rudo, nekaj pa tudi cinkove, bakrove, železove in baritne rude. Bogat pa je tudi z minerali. Kljub temu so leta 1965 rudnik Siterjevec zaprli, vhod pa zaminirali. Ponovno so v rudnik vstopili v letu 2002 in v njem odkrili edinstvene limonitne kapnike, ki v enem letu zrastajo tudi do 5 cm. Kapniki so med najhitreje rastočimi tudi v svetovnem merilu. Postalo je jasno, da je to velika naravna znamenitost za mesto Litija in okolico, zato so se odločili, da del rudnika uredijo za turistične doživljajske oglede. In kako se je začelo? Leta 2002 so se začele raziskave rudnika Siterjevec. Najprej smo mogli dobiti seveda tele jamske karte, da smo potem so se pa začele jamarske ekspedicije, akcije, da smo pač dobili neko sliko, koliko rudnika še stoji, koliko ga ne stoji in tako naprej, ker takrat je bilo veliko prepričanje, da je praktično vse razbito, da podrto pa ni bilo res. In tale rov smo odprli, mislim, da je bilo do 22. septembra 2002. Rudnik z lepo urejeno okolico, s katero se obiskovalci najprej srečajo, skriva edinstvene limonitne kapniške strukture, kot so stalaktiti, stalagmiti, kapniške zavese in cevkasti stalaktiti. Strokovnjaki pa se strinjajo, da sodi med najbogatejše opuščene rudnike v Evropi. Na urejenem delu rudnika si obiskovalci lahko ogledajo razstavne eksponate kamnin, rudarski voziček, nekaj rudarskega orodja, rekonstruirano progo, pano z reprodukcijo paleokolja iz posavskih gub, eksponate barvanih tkanin z vodo iz rudnika, razstavo nakita iz hematita, v dvorani rudnika pa se za obiskovalce predvaja kratek film. To je najstarejši rudnik v Sloveniji. Dokazi segajo že 4000 let nazaj. Leta 2012, ko so delali v Litiji prizidek k stari šoli, so arheologi našli dokaze, se pravi žlindro iz tistega obdobja, kar pomeni, da so staroselci že pred 4000 leti na tem območju izkoriščali rudo. Prvi dokaz, da se je tukaj rudarilo, lahko rečemo prvi pisni dokaz, je nagrobni spomenik rudarskemu mojstru iz leta 1537. Najden je bil na Šmarskem pokopališču, sedaj se pa nahaja v cerkvi svetega Martina v Šmartnem pri Litiji. Zdaj v tem rudniku so izkoriščali veliko količino različnih rud, predvsem svinčevo, živosrebrno, cinkovo, bakrovo, baritno in pa železovo rudo. Rudnik je znan kot najbogatejše polimineralno nahajališče v Sloveniji. V tem hribu je bilo najdeno več kot 60 različnih mineralov. Veliko rovov smo našli zasutih, našli pa smo eno veliko zanimivost, in sicer različne limonitne kapniške strukture, ki so bile do takrat neznane. Leta 2016 smo na občini naročili rudarski projekt, in sicer za dobrih 600 metrov rovov z odprte v turistične
namene. 2017 se je potem občina z lastnimi sredstvi odprla prvih 100 metrov v turistične namene, in sicer zgornjo etažo, kjer se sedaj nahajamo, to je izvozni rov. V letu 2017 so se pričela dela in konec leta 2017 je sledilo odprtje prvih 100 metrov. Lahko rečem, da je bilo zanimanje izjemno veliko, same otvoritve se je udeležilo več kot 1000 obiskovalcev. Občina Litija je v lanskem letu uspešno kandidirala za Interregov razpis VA Slovenija-Hrvaška s projektom Mind Tour. Tako s sredstvi, ki so jih pridobili na razpisu, zdaj urejajo drugo fazo rudnika Sitarjevec, ki bo v prihodnosti še bolj atraktiven za obiskovalce. To je dvorana, bogata z raznobarvnimi kapniki, ki kot špageti visijo s stropa nad majhnim podzemnim jezerom, naokrog pa iz vlažnih tal rastejo stalagmiti, kar bo popestrilo morebiten obisk ljubiteljev podzemnih lepot. Samo za ureditev dostopa do tega podzemnega bisera je litijska občina namenila več kot 12 000 evrov. Izvaja se druga faza rudarskega projekta in sedaj odpiramo nadaljnjih 300 metrov rovov. V tem delu so glavna znamenitost limonitni kapniki, ki so edinstveni v Sloveniji in ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. To so limonitni kapniki, ki lahko rečemo, da so med najhitreje rastočimi na svetu, saj zrastejo tudi do 5 cm. Dostop je malo težje kot v zgornjem obzorju. Zgornji obzor je praktično bo odprt za vse obiskovalce, v spodnjem delu pa so prostori nekoliko bolj utesnjeni. Potrebno bo malo več fizične kondicije, tako da bo tudi nekaj adrenalinskega pridiha. Ta kapnik je nekako za nama, ga spremljamo že od leta 2002 in prva fotografija tega kapnika je visok le dobrih 60 do 70 cm, sedaj pa vidite, da je visok že skoraj 1,80 m. V času našega obiska so dela v rudniku že potekala. Med rudarji, ki se trudijo, da tudi ta del uredijo po vseh varnostnih predpisih, je tudi izkušeni rudar Franc Stošicki. Trenutno najbolj aktualno je urejanje spodnjega dela vpadnika na mestu, kjer stojimo. Tukaj pride pozidana stena, steber, ki bo, bi rekel, kot podpornik služil tudi za tole podgradno leseno gor v smislu varnosti. Potem pa se prestavimo na sam vpadnik, kjer bo treba pohodni oddelek urediti, transportni oddelek in pa zgornji plato. In na teh delih ste že od samega začetka? Ja, od samega začetka oziroma pred 2 leti smo urejali zgornji del, zgornjih 80 metrov jame, sedaj pa je od 1. januarja letos pa nadaljujemo z deli na spodnji etaži. Kakor vidite, ste sami tudi hodili po jami, je hribina stabilna, kamnita, na posameznih delih, kodar je bolj krušljiv, je pa pač potrebno ustrezno podgraditi, ni pa prisotnosti strupenih plinov in pa tudi voda nas ne ogroža tukaj. Obiskati ta izjemni biser med rudniki je zaradi lepote in barvitosti pravi užitek za vse ljubitelje tovrstnih lepot in tudi za tiste, ki imajo radi vsaj majhno dozo adrenalina.